Čebele delajo za skupnost. Takšna je tudi ambicija Računskega sodišča. Neskončno smo veseli, da nam pomaga pri našem delu še 50 000 novih zaposlenih, ki stanujejo v 2 panjih na naši strehi. Zakaj? Zaradi tega, ker je tudi naše delo precej usmerjeno v okoljske revizije, v odnos do okolja, v odnos do prehrane, v odnos do zdravega načina življenja in odnos do zdravja nasploh. Okoljske revizije so za nas pomembne. Ukvarjali smo se z vprašanji, kot so kakovost pitne vode, preskrba prebivalstva s hrano, varnost hrane, biodiverziteto, na katero smo v Sloveniji zelo ponosni, vprašanjem zaščite svojega prostora, Naturo 2000, vprašanjem divjih zveri, vprašanjem ravnanja z gozdovi, z našim prostorom, s kmetijsko zemljo, vprašanji suše, poplav in tako naprej. Okoljske revizije so zelo dobro sprejete v javnosti. Ljudje so čedalje bolj ozaveščeni in zanima jih, kaj lahko storimo za bolj zdravo okolje in za boljši jutri. Pri obveščanju nam pomagajo mediji, s katerimi dobro sodelujemo. Ob tem pa je najpomembnejše, da so naša sporočila jasna in razumljiva. Kar vsaka 3. žlica je odvisna od čebel in drugih opraševalcev. Tega se na Računskem sodišču zelo zavedamo in zato smo se odločili za postavitev urbanih čebeljih panjev na naši strehi. S tem simboličnim dejanjem podpiramo pobudo Slovenije za razglasitev Svetovnega dne čebel, hkrati pa kot inštitucija dajemo jasen signal, kaj si želimo, da so naše razvojne prioritete v prihodnosti. Med, ki ga bodo naše čebele pridelale, bomo uporabili v protokolarne namene, torej kot darila tujim inštitucijam. Po našem mnenju ima takšno darilo zelo močno sporočilo, saj ne pomeni samo ozaveščanja o trajnostnem razvoju, pač pa na nek način poziva k preventivnemu delovanju in na ta način tudi manjši porabi javnega denarja v prihodnosti. Cilji trajnostnega razvoja so nam izhodišče za načrtovanje naših revizij. Kajti zavedamo se, da okoljski problemi niso samo problemi enega teritorija, ene države, ene regije, temveč so seveda problemi kontinenta in celega sveta. Naše revizije, ki se ukvarjajo z okoljem, so usmerjene v prihodnost. V njih obstaja seveda določena vizija. Ne zanima nas samo, kako živimo danes ali kaj porabljamo danes, ampak nas zanima, kako bodo naše generacije živele v prihodnje.